Da so prišli do predloga, ki bo na dnevnem redu naslednje občinske seje, so bila potrebna dolgotrajna številna usklajevanja z deležniki v ožjem mestnem središču, je poudaril Macedoni. Torej, za krajevno skupnost in zavodom gremo v mesto. Pozvali smo jih k predložitvi predlogov in saj se strani stanovalcev tudi večji del teh predlogov upoštevali. Stanovalka, ki smo jo srečali, je nad predlogom navdušena. Krasno, to boljše ne more biti. Namen je, da se te ulice razbremeni, ker te ulice so obenem tudi igrišča za številne otroke, ker drugih igrišč nimajo, tako da tle mora biti res razbremenjeno prometano. Maja Vincek z Šolske ulice bo vesela, če bo predlog potrjen. Tukaj je po tej ozki uličici, kjer komaj poteka enosmeren promet, potekal dvosmeren. Tu so se vozili namesto stanovalcev, ki se lahko tudi vsi ostali, predvsem na račun glasbene šole in cerkve. Katere bodo torej ključne spremembe v mestu, poleg tega, da bo zaprto za promet oziroma bo ta omejen, dovoljen za dostavo med 6. in 10. uro dopoldne in nujne službe? Mi smo v zaledju ulic, v zalednih ulicah tudi opredelili možnost parkiranja za obiskovalce in uporabnike, torej brezplačno parkiranje, ki je bilo tudi v času prenove. Hkrati uvajajo 6-sedežno električno vozilo tipa Cavalier, ki bo po potrebi brezplačno prevažalo uporabnika mestnega jedra z bližnjih parkirišč na glavni trg. Vsekakor pa predlagani sistem ne bo zadovoljil tamkajšnjih podjetnikov, ki so bili prikrajšani že med obnovo. Kar se tiče samega prometa, tukaj lahko rečemo, da ne pol, ampak 3/4 smo izgubili, tako da naši resno razmišljajo zdaj, da bomo šli ven. Tukaj iz starega dela, ker imamo tudi poslovalnico v Mercator centru v Bršljinu. Občina bi podjetnikom lahko zagotovila vsaj nekaj mest za kratkotrajno parkiranje, dodaja vodja knjigarne. In tako omogočimo kupcem ta hitri nakup, ki ga pa pogrešamo vsi trgovci, vsi lokali tukaj na glavnem trgu, od tega živimo, promet je padel. Župan odgovarja, da so 50 do 150 metrov od glavnega trga 4 parkirišča, ki naj bi zadostovala za potrebe trgovin in lokalov. Vsekakor je zdaj na potezi občinski svet, ki bo imel v četrtek na mizi predlog. Se bodo pa o njem še isti dan izrekli tudi novomeška opozicija ter stanovalci in podjetniki. Kot pravijo, še zdaleč ne drži, da je predlagano zaprtje trga za promet enotna volja stanovalcev, kar naj bi potrdili s peticijo.